lahko mogoče malo več poveš o barvanju, kako, Vzam si knjigico, take notes. Barvanje, cosplay, čist odvisno spet od materiala. Jaz ekskluzivno barvam karkoli je plastično ali pa kakšne take, tudi kak EVA prop, ko je večji z akrilno spray barvo. Okay. Za kakšne dele, ko se pač premikajo, tako naprimer Armguard od Shaxa so imeli za drugo znoter, si lahko dal narazen. Zato, ker imaš sklepe, ne? Tako, to se pač premika veliko. To sem pa porabil FlexiPaint. Okay. FlexiPaint se kupuje na cosplayshop.be. Sponsor, Imaš tudi druge strani? It's basically, to je pač že primiksano barvo za neko foro, ko je podobno tak mixture, ko pa ima plastidep. Ali podobna zadeva je, ker je bolj gumijasta barva. Plastidep je tekoča guma, ne? Tako se uporablja za prajmanje. Spray plastidep, odvisno kega dobiš, kot GMT ali pa tudi na plastidep.si se da dobiti in za podobni consistency je ta FlexiPaint, ko se da tudi razrečiti z paint thinnerjem, da se porabi za airbrushom. Ampak jaz sem rekel, I'll do it traditionally, lepo en čopič pa barvo. In ne priporočam, I do not recommend, če imaš kak velik cosplay, I do not recommend it, ker jaz sem že crazy, I was crazy once, ne? Da ne bi. Ker sem imel nek sistem, ko sem začel naprimer z ramena najprej, po pa roke, pol pa tale thigh piece, ko sem imel na nogi, pol pa noge, pol pa chest piece. In sem tako rotiral, ker moraš več layerov dati barve, da barva lepo zgleda. Yes. In sem rotiral in dobesedno meni noben ta dan ni videl izven garaže. Jaz sem bil v ta garažo 10 plus ur. Vmes sem mu samo za jest nesla, pa je za pit pa poklicala, če je še živ. Jaz sem ob 4 zjutraj prišel nazaj v sobi. In sem se zbudil ob 8, da grem nazaj delati. Veš, da lahko večji čopič kupiš. Uno, ko je za stene. Fajn bi bilo. Ja, res. A pa če bi imel več plastidepa, ampak zato tudi ne priporočam Con Crunchati, don't be like me, be better, prosim. I think we're all the same on that front. Nekak cosplay crunch, zato ker pač cosplay ni naša primarna dejavnost. Ja. Pa ne, tradicionalno je že zdaj, da Con Crunchaš, da na enaki dan conventiona, uro preden greš na njega. Calling us, not you, to pa us. lahko rečemo, zato ker smo bili v Avstriji vsi skupaj, med tem, ko smo partijali. Na tisto noč, ko je naslednji dan že bila tekma, jaz sem bil spodaj, pa sem popravljal cosplay. Je še do 3 zjutraj tega le. Mi smo obiskali Something Cosplay na noč, eve of the event predtem in moram reči, da vsi ostali so veselo pili, medtem ko Dario je lepo še popravljal svoj cosplay. Ne samo to, da sem cosplay popravljal, prav sem imel nek učne ure, kar se cosplaya tiče. Samo res. Tisoč in eno vprašanja glede cosplaya, staring mi pa Marko. Ko vidim nekoga, ki je sposoben narediti tak cosplay, seveda bom zelo radoveden o procesu, o materialih, o barvi. Mogoče lahko razložiš, kako je barvanje na tem specifičnem propu izgledalo? Seveda. Barvanje te čelade se je začel z napako, tako ponavadi. Ker kar se tiče 3D propah, pa tudi kjerkoli prop, ko se kaj naredi, ko se dva dela skupaj zalimajo, bo neka linija vmes, ki se vidi, tale glue line ali pa seam, tako rečemo. In prvo in osnovno to zafilati. Z kit za les priporočam, predvsej tako je water dissolvable, tako se da razrečiti z vodo. Okay. To je amazing. Veliko brusenja in pol pač automotive filler. To 100% filler, na 3D printe za fila print line se zgleda malo lepš. In ko sem že imel filler, sem rekel, ok, zdaj pa gremo barvat. Nimam airbrusha trenutno, I'm gonna spray paint it, tako vse ostalo. Sem masko off dele, oziroma najprej sem dal coat bele barve čez, ker je bela barva bila base. In sem rekel, ok, zdaj pa gremo. Ta sredinska črna črta sem naredil tako, da sem nekako si zračunal, koliko je, ker še pri samem tiskanju sem naredil tako, da tale del, ko je like tale visual hole noter, to je bil en posebej del. In približno te širine sem tudi porabil, da sem nekako determinal, kako hočem, da to zgleda. Dam tale krep selotep gor,
pošpricam, me veseli, kako zgleda, vse je cool, vse je chill, počakam tistih 20 minut, da se barva posuši, dam selotejp stran in ugotovim, da nisem doj selotejpa dal, zato ker, I'm gonna step a bit closer, tale del je bil super. Sredinski del. Ja, dosem je bilo že belo, tu je že bilo črno. Dust zato ker odvisno, koliko imaš tale distanco med prop pa bliže kot greš, bolj se tudi začne bolj se napakira, lahko ti rana, lahko ti steče barva do in zato jaz probam nekako listati, malo bolj takih 10-15 cm stran, ampak to je problem, če ne meskaš čisto vsega, bo barva nekam šla. In jaz sem bil tak, problem, kaj naj naredim? Spet masking, spet belo čez, spet da lepo zgleda, bela barva je bila sicer namenjena za kovino. Torej, to dati gar na plastik je bilo tudi problem, ker je začela takoj doteči. Prosim, nehaj. In, mi je nekako uspelo in zdaj sem imel čelado z eno črno črtico in sicer sem zadnji tudi pustil tale, ko je črni del, sem kar se pošprical, hkrati pa sem tako, zdaj je vse suho. Gremo meskat spet. 1 uro, koščke, male koščke selotejpa tu, pa tam, pa ono, pa drugo, pa tretjo. Not v tale detaile potisneš selotejp, pa ga odrezeš direktno na črto, da se ne vidi. Veliko maskinga. Pol pa oranžna barva gre gor. Ista zgodba, ne vem kak, ampak spet oranžna barva tam, kam ne bi smela biti. Mental breakdown se je zgodil, sem že hotel nehat, mi je Neja pomagala, hvala Bogu, je bila tako mir, you can do this. I was like, In tako sem rekel, del po del, da dobim tiste base barve gor, torej bela, črna pa oranžna, ta base barve. To je bilo vse ročno meskano off, pa pobarvano gor, del po del. In pol je bilo, pač helmet je lepo zgledal, tako da bi ga dobil v trgovini. Bi si rekel, to je amazing, to je super centerpiece, jaz pa hočem cosplayati in če zgleda prenovo, to ni v redu. Ali če narediš cosplay perfekten, da zgleda super, to bi edino priporočil za kak Iron Man cosplay. To naj zgleda čim lepš, to naj nima nobene imperfectione. In se pravi, je tukaj tudi priporočljivo potem ne samo, recimo, ta tvoj cosplay zgleda tako battle hardened, ne? Medtem ko kakšen Iron Man bi bilo priporočljivo potem na koncu dodati še nek CI, na koncu nek gloss, gloss premaz, ne? Tako. Strogo priporočljivo, ker jaz sem to gledal in sem bil tako, I don't want this, jaz hočem nekaj malo bolj battle damaged in najlažji način tega narediti. Spray paint 30 cm stran, da dejansko samo mistaš čez. In pol tisti prah od barve pade lepo dol. Čim bolj počasen snop. Tako, pač pol samo gledaš, kje bi kaj dodal, kje bi kaj spremenil. Bi sneg padel. Kakaj ekstra detalj, tako, pač lepo počasi in veliko maskinga pa barvanje in na koncu se dobi neki res zgleda tako, da bi dejansko iz igre ven dolgo. Tako, pač mora zgledati tako, da je bilo uporabljeno, ker če je čisto novo, je kaj na brez veze. Omenil si, da ti uporabljaš akrilne spreje, ne? Yes. A so airbrush in pa pač barvanje z airbrushom je bolj forgiving, se pravi, glede na oddaljenost? Sami kot, pri katerim barva šprica za airbrushom zna biti bolj forgiving, ampak je pol tudi zadeva takšna, da se moraš naučiti airbrushom uporabljati. Pritisk, s katerega spuštiš barvo ven, pa koliko barve pride ven, pa kako barvo zmiksati, pa tale, kaj je že, kompresor za zrak, pa vse to, to se moraš naučiti, tako da spet trial and error. Jaz imam najbolj izkušen z sprejom, ker to je, kar sem navajen in mi je pač, it's the easiest for me. On je sprejel. Well, I mean... Nisi kaj napačnega rekel. You're not wrong. Doesn't matter, noben ne bo vedel, kdo sem. Jaz sem enkrat na osnovni šoli AC/DC logo na šprico sred. Ne v Sloveniji. Ne v Sloveniji. In game, right? In game. In game. In Minecraft. Točno tako. Tako da pač trial and error in barvanje, tako sem rekel. Včasih rabiš precision, masking tape je
tvoj najboljši prijatelj, pa tudi tvoj največji sovražnik. Zaradi njega se tudi barva odlepi. Ja. Nasploh To se zelo pogosto zgodi. zlata, Oh. srebrna, kakršnakoli metalik Metalik. sprej barva. Ker so take pikice. Okay, ne, metalik, srebrno pa zlato sta največji culprit, kar se tiče cosplaya, ker tudi če se suši 3 dni, ko boš primal prop, bo prsni odtis ostal na barvi. To je tako občutljivo, tudi če silaš O, moj čez. bog, ja. Včasih je celo zlata občutljiva, na kater glos daš čez, ta premaz. Ja, In kar meni steče, se je kar začela, ne, da je stekla, kar neki mehurčki so se mi začeli pojavljati na propih gor. Pa je In tega ti noben tutorial ne bo seveda povedal. Ne, to je bo nekaj, pač- Ne, kar zato, ker ugotoviš vsak ti bo šele- rekel, odvisno Ja. kako barvo vzameš, odvisno kako primer vzameš, Odvisno odvisno tudi kako od sile. okolja, Ja, seveda, da je odvisno klime. pomagaj mi. Ja. Tega je včasih. Res je ful odvisno od temperature. tudi, O ampak- ja, o ja. Pa moisture. Sami trial and error, ja. Jaz na primer na Uzu Sable, če se jih kdo spomne, jaz sem mogel ta zlati paint 15krat popraviti vmes. Pa se mi zdi, da sem celo celi can, tale matte oziroma ne gloss prelil, sem porabil samo na eno sablo. Ker sem jo tokrat mogel silati, ker me je bilo tak strah, ker ta zlata je... Oh my god, nočne more. Joj, Zlato- travme, ki Pravo sem zlato barvo najdete je tako. Jaz imam, mislim, da enih 30 različnih zlatih barv, ker sem preizkušal in ne vem, ker sem želel recimo, da ena zgleda kovinsko, druga je samo mogoče, da je premaz, da je prav dejansko že v originalu premaz, ne dejanska kovina. Ne? In najdete pravo barvo je pain in the fucking ass. Oh yes it is. Ja. Oh yes it is. In največja napako, kar dosti ljudi naredil, myself included, Ja. je da daš zlato pravogar. That's a mistake. Ne Ne dela tega. Jaz sem na Sable dal najprej zlato gor in pol, ko sem šel maskat off ta zlata, da lahko črno dam, ja, no, the gold went Čist, off of the sword. exactly, Ni ga ja. bilo več. Masking tape potegnem, je sword bil bel. Imaš še sam primer spot. Ja, nočne more sta to zlato barvo. Jaz mislim, da sem zlato sušil 5 dni. Ne pomaga, kaj? Ne pomaga. Like, še vedno je bila tekoča. Ne vem, kaj delajo z Ne zlato zastopim. barvo, ampak to mora imeti neke posebne zmesi, ki niso glih najbolj Pigment je sušene. lahko doskrat problema. To, Vrsta ja. pigmenta, ki ga uporabljajo, pa pol ta mikser. Ja. a ne. Same probleme za tiste krom. Zlata je barve. res samem problem. Ko sem že mislil, da je posušena, sem jo zavil v bubble wrap. Napaka. Potegnem bubble wrap stran in je bila polna tistih Lepe mehurčkov, teksture si dobil, ne? Lepe teksture so bile, ki niso bile Tu je pa namerne. Tu je pa en workaround, tu je airbrush boljši. Ko si zmiksaš tale akrilno barvo v airbrushom, Ja. se takoj lepo posuši in nimaš težave s tem. Nice. A ne rabite biti strah, da bo kaj dopadlo. Ampak, you know, airbrush 80 evrov. To so še poceni. Ja. Je Nina, kakšne so razlike med akrilno barvo za airbrush, pa, če se spomniš, jaz imam doma ene par teh botlov, ne, ki je pač posebno podjetje. Kaj je razlika med tema dvema barvama? Kaj je prav ta barva za airbrush? Pač airbrush barve se ne na tako hitro sušijo. Jaz delam ponavadi z akrilnimi barvami, ki so razrečene z vodo, ker sem cheap. In pač, jaz kot tisto uporabljam, včasih doživljam mental breakdown, zaradi tega, ker se vsakih 5 minut barva suši in se kloga in ful ni fajn. In pač tiste barve, ko so odvaljeva, tako jih imaš Kaj ti gledaš? tiste so super zaradi tega, ker pač so namenjene za to, imajo noter take stvari, ki preventajo sušenje. In pač ti samo vsake toliko časa lahko pač noter vodo natočiš, ali pa tisti cleaner, ga klinaš, pač mislim mehurčke noter narediš, pa vun tisto barvo spustiš in pa lahko barvo zamenjaš. Jaz moram pucati to vsakih 30 minut, ker se vse noter posuši. Problem za klinne barve. Ja. Ja, pač problem na splošno pri airbrushu je, da je narejen iz milijon zelo krhkih in majhnih komponent. In ja, pač ena najbolj pomembna komponenta v airbrushu je taka igla, ki je zelo tanka. In če se to uniči, je konec airbrusha. Adijo. Pač, Ja, adijo. se lahko nove kupiš, ker imaš te različne size, tako da ti lahko potem Ja, različne- recimo, da se ti to zgodi na concrunčanju, it's Ja, over, right? Have Si fun, ne? kupiš rezervne. O, se je že dosti krat zgodilo, da se kaj polomi. na Že koncu. airbrushi ti a priori dajo rezervne igle zraven, because they know. Moj ni prišel z rezervno. Ojoj. Jaz imam samo eno. Ko ga tok čip Ampak je dobiš, da ti najboljši že predmet, pol veš. koščke ne dajo. Jaz imam airbrush za manj kot 100 evrov, pa sem dobil eno ali celo dve rezervne. So...
Ne prav, Amazon ima v redu dele zdaj, kaj tudi kam je cosplay priporočila. Se dejansko da dobiti en Amazon's Choice z mini kompresorjem zraven Airbrush set. No, Tako da 80 €, če ne malo manj. To še dobro, ker zdaj ima Amazon DE akcijo, da če na 60 kupiš še free shipping. Yeah, I know. To smo jih Smo že izkoristili za zlorabila. cosplay. Amazon Unicorn Naslednji cosplay, mesec. it's coming. It's here. Pač pri teh manjših kompresorjih se ful moraš paziti, ker ful hitro jim zmanjka pressure in meni to, ko špricam, če hočeš kaj precise narediti, Ja, seveda. ne moreš. Seveda. Ker to dela cel čas, vročo je, jaz to moram izklopiti, jaz ne morem več kaj eno uro s tistim špricam, ker se bo eksplodiralo. Sej, vse ti je pros pa konc. Manj denarja daš, trpiš. Jaz sem to ti kompresor za ston dobila. Ja, good for you. Na legalen način. Ja. Obviously. V gameu. Nekdo ga ni rabo in sem ga pol jaz dobila in sem ga pač začela usati. Prišla je do soseda, bila, se ti tega ne rabiš. Greš to po cesti, zraven medkante vidiš, oh my god. Ja, ni razjela sosedovo garažo, tako, garaž sale. Gremo rejdat. Dokler spijo, tako v rasto, gremo jih rejdat. Neprostovoljen garaž se. Forced garaž se. Od Bojana sodelavec je pač imel kompresor in ga ni usal in bil tak, če ga bi imela, ker pač ve, da jaz rada barvam pa to in mi je pač ga dal za ston. A lahko z Airbrush upravljaš kakšen koli kompresor ali mora imeti kakšne specifične nastavke ali kaj takega? Pač mislim, Airbrush uporablja malo nižje, pač malo nižji pritisk, zaradi tega, ker pač naprimer tisti večji Airbrushi, ko so za stene špricati, kar tudi imamo doma, ker imamo večji kompresor, sam jaz ga ne upam uporabljati, ker je od... Kaj se da nastaviti pritisk? Mislim, da se zna, pač da se da, sam moraš imeti poleg neke nastavke, pa pač tudi je dobro, da imaš taki, mislim, da se reče kot neki dehumidifierje, ko se gor preklopi, da se ti ne narast noter dela v kompresoru. In pač večina ljudi, ko dela figurice, pač ko špricajo figurice in jih pač sami paintajo, imajo tiste ogromne kompresore, zaradi tega, ker to, če delaš cele dni, pol se ti tisto napolni, špricaš en čas in se ti potem spet napolni. Moj pa konstantno dropa pressure in to sam zraka spali naenkrat in pol špricne vun tisto barvo in je vse pošpricalo. To je cela stena. To se tudi pri spraycannih se zna zgoditi, da ko spustiš tale mali pressure thingy, ne vem, kako se točno reče, ti basically kaj ne ima ekstra barve ven. In ta večje pikice barve so atrocious. Oh my god, to mi gre toliko. A ne bi jih ujel, like... Najboljši način je med tem, ko misliš, sem lepo stran, daš pa ponehaš. You strike a pose. Pri kompresoru sploh ne veš, kdaj se bo to zgodilo. Sam naenkrat čuješ Moraš se naučiti po zvoka, veš, tako tengen, tasti hearing. Ko en čas delaš s kompresorom, več nič ne čuješ. Ja, seveda. Ne vem, če ima kdo od vas izkušnje in ne vem, če je dejansko viable, ampak ko sem raziskoval kompresorje za Airbrushe, sem naletel na en YouTube, ki me je predvsej ogledal in ta je rekel, ne kupujte kompresorjev, razdrite svoj star hladilnik in baje, da se lahko uporablja tisti kompresor in da je baje full dober za Airbrushe. Jaz sem tukaj eno vprašanje, kdo ima kratko en star hladilnik doma? I mean... Zdi se mi tako, obiščeš random družino tako na podeželju, vsak ima 30 hladilnikov, ne rabi. Vsak ima tako 3 hladilnike v garaži. Realistically, lahko greš na kak zbiralni center, pa si tako like, ej jo. A lahko malo hladilnik razstavlja. Izgrabo tudi mikrovalovno za tale... Ali pa spremljaš malo te odvoze, pa kaj tazga, pa najdeš kakšne teh starih hladilnike. Ali pa kakšni kasovni odpadki. Kad drugače s tem kompresorjem sedari, so v bistvu tudi filati, ne vem, gume pa to smo imeli včasih prbajati. To je spet pol mali kompresor. Če si... To ni dovolj. Če nekak sam sebi izbildaš tot confidence, pa si malo bolj resourceful, lahko dobiš karkoli hočeš, iz kamorkoli hočeš, ampak je pol testo, like, a si upam to narediti. Like, a imam dojst v sebi, da grem do testa gospa tam, ko je na zbiralnem cetu, pa tako, ej, lej, sorry, ahead of time, ampak jaz bi rad en hladilnik rejdo tule, če imate kaj. Imate kaj bakra. Basically.